te kapele so vse natrpali, na božično noč vse natrpali, nosi zlasti hrano, med vojno odešli za hrano nosili župnišče vse ven iz župnišča, vendar opet zjutraj, tle bil korajšen kaplan, se še pa z njim pogajac, partizansko komando, pa veliko cigaret je imel, cigaret so vrata gledali. In skoraj jih je prepričal, da župnišča ne bi zažgali. Čeprav so ga čist praznili, ljudje so na Božič prišli k maši, se čekali, vse nabiti, samo pohištvo, vrate, kaj to pomeni, nobeni vedo, in opet se te niso zažgali naroža, ampak zvečer so pa dekana klicali na Ukrajino, na drugo stran, je šel hajati na moža in se vrača nazaj, neko vse gorelo, župnišče, kaplanija, dvorana, tleprav, vse vodno. Tisti čas so vahtali partizani, so nanesli slamje pa koruznice in so zažgali vse zgorelo. No, dekan je šel potem dol stanovati, ki so ga vzeli, kaplani so odšli, gledali je bila velika kaplanija, še so njene stranke noter, pa se on potem preselil v kaplanijo, ki je dol v Žužeberku, in potem je on tam živel v tej kaplaniji. Mašerov je bila v cerkvi, ker v zdravem gradu je bila velika cerkev svetega Jožefa, ker je bil za njega za ljudi bolj urno, ker je dol imel hišo, je bila deloviška maša dol, ob nedeljah pa tle gor. Leta 1944, konca aprila, so izvedli hudi boji med Nemci, domobranci in partizani so takrat Žužemberk zauzeli in že prej grozili, če bomo prišli, bomo farno cerkev zažgali. In 3. maja je dekan pravi napisal, lepo je vse napisano, tukaj odmaševal, odjem pravi potem, pa gre k fari, da se ne pri cerkvi farni zgodilo. Pogleda me na tisto vink, ki se gor zavije, posvečeno učiteljico, pa prav, kaj pa res ste kot dekan? Ja, gre k fari, da ne bo kaj narobe. Pa pogleda, pa prav, lejte se že kadi že gori, cerkev že gori. Pa se je pustil, pa tečem gor, pa so vse vrate se ulomljene, bili so partizani ulomili, polno partizani sedelo treba škarpe okol in kadino se je stil za kristije ven. So pa Nemci nekaj slavi na desnico, ranjec imen. In dekan pravi, pomagajte, bomo pogasili to. Vse knesi smo mi zažgali, ne? No ne pa rebi sem pa vedel, da je bilo v krstnem kamnu, da je tam prekrščeval polno vodije, sem navolil, pa so šel, pa sem polil, pa kropivniki so liči spolni in sem pogasil. Tu so pa ljudje že videli, da se iz cerkve kadi in so prišli gor. Kaj? Ja, zažgal bomo se ga partizani, sem komando čakal, višjo komando. Ja, prav, da pa vnosimo, bomo kaj rešili. In so začeli nositi ven cerkveno posodo, mašne plašče, je pa še zapisal, so prišel tle, da za Kriste prav so partizani ravno purifikatorije, to so tiste prtičke, ki jim riše, pa za roke, so noge zavijali, ki so nogavice imeli. Medvojna velika kriza za nogavice, ne bilo oblačilo, pa so tiste prtičke z omarkom pobirali, pa so noge zavijali v te purifikatorije. Pa pravi, da kam prav partizani, pomagajte v nosu, pa niso, so pa ljudje, prav pa so pa nesel, pa so kar zagrabil in kubelek mašnih plaščov, pa sem nesel na škarpo, so dal, pa tako je preleti en partizan, pa začeli ste zlate porte trgati stran, začinec, tako za oficirske. Ja, kaj pa boste? Ja, začine bomo imeli. Ja, vidite, ali še bodo delate? No, in drugi oficir potegne pištolo, pa mu nastavlja, pa se pa ti nemaš ne prigovor. Dekan, ti vas sam tiho zabiti, če ne te tako streli. Prav pa smo spet nosili ven plašče, prtove, prav pa nesemo na rdeče plašče, tako je ena partizanka pride, pa je rdečemu plašču svileno podlogo trgala. Peda eno partizanu za vrat, prav, tovariš pa nej, kakšen šal boš imel, ko se boš postavil pred drugim. Prav tu nosimo ven, kar se obijejo, komandant gre. Prav, dekan pa se šel ven, pa so pa še po tej strani cerkvine 15 oficirjev, komandant mesta je bil, pa drug, prav, vsok je bil suh, zabuhle, rdeče krvave oči, tiste po šnopsu smrdu in da dekana roko pa prav. Jaz sem Pero Popivoda, komandant 7. korpusa. Zdaj le bomo zažgali cerkev. No, dekan, zakaj? Ja, prav, ker je imel postojanka, da bom nikdar, da je bene postojanke.
Pa domobranci so vedno nikoli gledal po cerkvi, noco še noter, gleda prav, ja res nekaj, če proti čez okno streljiti, ne, mogli odrebi, da bi dol stojanče, da bi so mogli streljati. Nobene postojanke nikoli. Pejte znam dol, slišal pa sem, da nekdo pove, hodi po cerkvi. Pejte, gremo dol na komando grad, je rekel Pero Popivoda. Gremo te popolcno za dol, pa se pogovarjamo, pa kar začne pokat prefarimo. Se ozre, pa je opeka pokala, se zažgala določine. Opeka pokala, pa jaz tih pustim, vse ti oficire letim nazaj, kaj smo potem. Stali smo tle, pa gledali vojne, pa gasilcev ni bilo, pa tudi če bi se ne pustil gasiti, ker so partizani zažgali, vsi so tle bili okrog cerkve, to nemogoče gasiti. Gledamo, kako gori cerkve. Pa nisem mogel, se še dalo kaplanijo, sobo, pa se videl gor, pravi, pa sem gledal, kako gori farna cerkev, z vsem plamenom, vsa streha se je razumela, so slamena nesli, pa se nam gorela farna cerkev, pravi, nisem mogel narediti umrli, nisem mogel govoriti, ne mol, ne jaz, prav čisto neč na okru sem slonil, pa žalost v srcu vedel, kako farna cerkev gori. Pravno tem sem zaslaval. Čez ure pa zarobo dan in se je seveda zvonik prevrnil na cerkev. Čez še 10 minut, pa še južni, pa po bregu dol, ki je spodgorelo, in ampak nisem mogel cerkveti zdan, nisem moči. Drug dan pa 5. maja, 44. leta, ob 40. ostane, pa je ta prah fari gorkaj. Pravi, vse požgano, zvoniki dol padli, streha vse zgorela, tramoje dol vislo, špirovci obžgani. Pravi, že daleč od polno partizano, ki se delo okoli cerkve. Vedno glavni vrat, pa čisto se ostalo. Vedno je bil kamnit in da ni zgorelo čisto nič. Bomo reševali. Bomo se oltarje rešili, pa drugo premo, kar je še ostalo. Ob 6. sem pa našel znanje na dol, po Svetu Jožefu. Pa gremo nazaj dol, smo našo ob 6. imeli, pogledam, pridem iz cerkve, pogledam gor in čez vso okno se podfari kadino. Letim gor, glavljam tako bakla in vse posled tiste opremelo, še dosti stvarno že utrpirali, so znesli partizani posled. Orgle so gorili, vse posled cerkve dvali in so šteli tak lestenci, kot je tako. Dva stala že na tla padla, dva svita, uročina grozna, da se ni dalo noter. Prav so šlo Kukliča za krestijo s polno cerkvo, gorelo z vsem plamenom. Partizani so se pa takoj razbežali. Šel sem domov, a tisti dan hvali nisem mogli več. Naslednji dan pravzaprav stanemo 4, prva stvar hvalimo, tle prav prefalimo. Prav glede hvali gor, vse zgorelo. Od oltarja nekaj svečnikov, zvitek ležalo so parja, v lestenci vse 4 na tleh, orgle čisto končane. Ta Marija pa tle ravno tako naredila kot prej kot zdaj. Te se novo Marija postavila. Marija je pa bila tle nedotaknjena. Na tisto trave spada Marija nedotaknjena in neobštana. In vseh 6 lanskih oltarjev je bilo cerkve. Bomo saj to rešili. In še spet bomo še spet bomo že vprav velik strahom iz cerkve, ali se pa 20 velikov nastavili. In so začeli potem oltarje reševati, kar je te opremil slabo 6 oltarjev, so vozili proti eni na vas, eni hiši se pripravili slediti za seno, pa so odvozili, če 14 dni bi Žužember bombardiran in je tega se žiga na bombo pazla, da je še tisto zgorilo. Dostali samo to, kar so kaplanije dospevjali, ker ta Marija, pa tale skupina križanja, pa tista 2 svetnika na tem oltarju, na lenem oltarju, pa še 2 svetnika zlažen Slavodusa. To je pa nekaj svečnikov. To je cerkve stalo, drugo se šlo. Partizani seveda niso listno zadovoljni, so pa še minirali, kor so minirali in to tako močno, da je vse skrbil dol. Se pravi, se iz cerkve videlo v nebo. Pol so bez zakresti spodminirali, tako da tle gor je bila ena sama velika ruševina. In da kar pravi, pol leta nisem šel do Hvali, ker nisem mogel jeti. Seveda pa so takoj v koncu vojne so cerkev nacionalizirali, v župnišče so tudi bombardirali, ga ne hotel nazaj, so